zaključiš s treningi, s športom, je kar težko, no, se kar vprašaš, kaj boš zdaj počel naprej v življenju in moram reči, da mi je ta projekt zelo prav prišel. Imela sem nekako 2 leti, da se malo navadim na normalno življenje, če se lahko tako izrazim. Ja, v bistvu takoj, ko sem zaključila z svojo tekmovalno kariero, se je odprla možnost vključitve v ta projekt. Sama sem nekako seveda bila zelo vesela, da še vedno lahko ostanem v športu, sicer v drugačni obliki in tesno povezana s smučarskim tekom. Moram reči, da sem bil eden izmed športnikov, ki jim študij nadaljavo ni bil omogočen. V tistem času tega še ni bilo toliko v praksi in enostavno fokus je bil popolnoma na kariero. Sedaj pa nekako sem vesel, da nadomeščam tisto izgubljeno v času študijskih dni. In tudi v športu so izkušnje in dober zgled tisto, čemur je še kako vredno dati pozornost. Zakladnica obojega je Miroslav Cerar, nekdanji telovadec, olimpionik. Svoje izkušnje je delil tudi športniki, vključenimi v program Razvoj kadra v športu. Pomembno je, da ima vsak eno določeno stopnjo izobrazbe, da se potem normalno vključi v življenje. Seveda je pa zelo pomembno, pa zelo razveseljivo, da se športniki, ki so bili aktivni, tudi na nek drug način vključijo v športno področje ali kot sodniki, trenerji, kakorkoli že. Tomi Šmuc je po zaključeni športni karieri stopil v poslovni svet in vzpostavil svoj športni center. Študij, glede na to, da sem sam projekt športnega parka zapeljal prej v praksi, mi v bistvu sedaj omogoča nekako pogled, kako je zadeva izgleda tudi v teoriji. Mogoče je cel moj pristop nekoliko drugačen od vseh, ker sem najprej zadevo izpeljal v praksi, pa se zdaj učim teorijo, tako da nekako širši pogled na menedžment v športu. Vesna Fabjan in Anja Klinar pa svojo drugo kariero gradita v trenerskem poklicu. Marsikdo bi mislil, da 25 let plavalne kariere pa da že vem vse o plavanju, ampak biti trener je čisto nekaj drugega, kakor pa plavalec. Trener ni samo trener, ampak je konec koncev tudi psiholog, motivator. Glede prehrane predvsej moraš znati, kako tekmovalcem pomagati. Tako da ogromno je nekih teh tudi organizacijskih zadev, tako da so praktično skupek vsega skupaj je res neprecenljivo znanje, ki na vseh možnih področjih v življenju pride še kako prav. Pri projektu Razvoj kadra v športu je še posebej pomembno to, da so športniki v času študija in vključenosti v projekt tudi finančno preskrbljeni in se tako lahko veliko bolj posvetijo nadgradnji svojega znanja. Veliko sem se naučila, veliko praktičnega dela sem v teh 2 letih opravila, tako da kaj mi je dal ta projekt? Ja, predvsem to, neke izkušnje za biti dobro v svojem delu trenerja. Operacijo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.